Mi smo, takrat je bil prej spremenjen urnik v teh evropskih oddelkih, med ostalim se je pojavljal predmet evropske študije. Pa Slovenija v svetu in še marsikateri takšen, po domače rečeno zelo nehitro. Skozi 4 leta so otroci imeli poprečno 5 ur dodatnih vsebin, ki so bile posvečene predvsem tujemu jeziku, angleščini, raznim projektom in med ostalim tudi predmetu evropske študije. Ta predmet evropske študije so na drugi gimnaziji bile osnova temu, da smo se priključili projektu, v katerem zdaj tukaj sodelujemo vsi mi. Gre za to, da je na nek način Evropska unija ali delovanje Evropske unije del učnega procesa v sami gimnaziji in več od vas, nekateri ste prisotni, nekateri ne, ste pač izrazili željo zelo potem, da bi spoznali, kako to ali pa kako smo ta predmet uvedli oziroma kakšen izgleda. Mi smo ga nastavili že takrat, tako kot je bil izbirni predmet v 4. letniku. Evropske študije so bile prvotno namenjene 70 ur v 3. letniku in pa 35 ur v 4., kjer je šola lahko razpolagala celo do 70 ur, v 3. pa 105 ur, kar pomeni, da smo v tistem času imeli možnost, da imamo 3 ure na teden tega predmeta v 3. letniku in 2 uri v 4. Mi smo takrat to maksimalno izkoristili, imeli polno, vendar kasneje, ko se je projekt končal leta 2014, smo se odločili, da poskušamo ohraniti predmet v obsegu 35 ur. Na začetku nismo vedeli, kaj bo to pomenilo, je pa res, da je šola delno pristala na ta predmet, dodatni predmet v 4. letniku, tudi zaradi tega, ker je videla eno možnost, da nekatere dijake, čisto praktično, ki ne dosegajo kvote ur na maturi, nekam pospravi. Tako da šlo je malo za, kako temu rečem, hinavsko potezo šole, namensko pa neko možnost nekaj razvijati. No, skratka, v kratkem se je pokazalo, da je ta stranska možnost, da nekam pospravimo, sploh več ni aktualna. Na leto se nam pridružijo mogoče 2 ali 3 dijaki, ki pa zelo hitro potem iščejo druge opcije, ker pač sploh, če so tehnično naravnani, kaj podobno, jim to ne velja. Skratka, imamo vsako leto v 4. letniku normalen predmet, ki je izbirn, dijaki ga sami izberejo, v obsegu 35 ur. V 3. letniku se dijaki nanj prijavijo, nekje v mesecu marcu, običajno je pa to tam okrog 5. do 10. aprila. Predmet se popolnoma normalno zaključuje, je del spričevala, ali domače rečeno, za marsikaterega dijaka, ki je boljši, pa mogoče pri kakšnem naravoslovnem predmetu malo slabši, govorim čisto iskreno, tudi verjetno kakšna kalkulacija, da bo lažje doseglo, mogoče kako povprečje 4,1 ali pa kakšne štipendije ali kaj takega. Ne gre za par dijakov, mi namreč imamo od leta 2007 neprekinjeno izvajanje in najmanjše število do zdaj je bilo 13, najviše 27, zadnjih 5 let se giba številka med 20 in 27 dijakov, ki se temu predmetu pripravijo ali prijavijo okrog 10%, torej vseh maturantov na šoli imamo okrog 200, eno leto kakšen manj, eno leto 10 več dijakov, okrog 200 maturantov. Predmet je sestavljen iz 2 delov in pa enega dodatnega dela. 22 ur namenjamo neke vrste različnim oblikam poukov in pa 13 ur preizdavamo kot raziskovalno delo ali individualno delo dijaka, ki ga predvsem opravi doma. Teh dodatnih ur, 8 ur, o katerem govorim, pa je ekskurzija, ki je povezana z obiskom hiše Evropske unije in pa državnega zbora. Ravno v ponedeljek smo jo opravili, bili smo tukaj gostje na predstavitvi in pa v parlamentu, imamo veliko srečo, da nas v parlamentu jemljajo zelo resno, tako naprimer smo v ponedeljek imeli sprejem, tudi dijaki bili sprejeti od predsednika državnega zbora do predsednika odbora parlamenta za šolstvo, do vodij poslanskih skupin, poslancev, strokovnih delavcev, ki je vsak v bistvu razjasnil predvsem njihov način, vlogo, kaj oni dejansko znotraj parlamenta delajo ali kaj je njihova naloga. Če zelo na kratko preletim, učne sklope, jaz jih ne bom bral, skrajšal sem cilje, skrajšal sem bistvo tisto, želel sem dati samo osnovno informacijo, kaj dejansko naj bi pri vsebinah in ciljih najpomembnejše dosegali. Govorimo o teh prvem učnem sklopu ali teh tako imenovanih prvih urah.
delovanje, prednosti in slabosti, dvomi, dileme, prihodnost EU, večje žistnost EU. In potem drugi sklop, ki smo ga pa naslovili človekove pravice, ga precej vežemo na sociologijo, tudi medpredmetne povezave z njo, vezane od političnih institucij, mehanizme demokracije, pa potem izmišljena dežela, kjer dejansko preko delavnice spoznavamo naravne pravice, človekove pravice. Kot sami opažate, slov že pri različnih predmetih, ki smo jih v zgodovini obravnavali in podobno, in potem poskušamo dati neki drugo obliko. Pravice v poročilih, pravice in dolžnosti, spet delavnica, ki ozavešča o neenakosti, različnosti, diskriminacijah, ksenofobijah, sovražnih govorih in podobno. Sama struktura pouka je, priznam, vsako leto drugačna, kot je tudi učni načrt vsako leto drugačen. Namreč bilo bi hudo, če bi tistemu sploh raziskovalnemu modelu vsako leto dajali enake naslove ali enake teme, ker se nam je dogajali, da bi dijaki verjetno raziskovalne naloge ali seminarske naloge, ki jih imajo teh 13 urah, kot boste videli, jih morajo sami narediti, ponavljali. Malo drugače in bi nekako zgubili svoj delež, zaradi tega naslove spreminja učitelj, ki jih poučuje, večinoma to počnem jaz, drugače smo pa do sedaj poučevali na šoli 3 različni učitelji. Okvirno 10% dajemo v vajanju, 30% v utrjevanju, 10% v preverjanju in pa 50% v osvajanju novih vsebin. Seveda pravila so jasna, določene so šolskimi kriteriji, pa potem pravilnikom in podobnem. V tem šolskem letu je zgodba takšna, da dijaki pridobijo 2 oceni. Prvo oceno pridobijo z esejem, katerega naslove razpišem jaz, vedno približno 10 več kot je njih, sami pa potem izberejo naslov, ki ga želijo imeti, se prijavijo po sistemu, kdo prej izbere, tisti prej dela in potem to nalogo oddajo, imajo približno 3 mesece časa, rok je bil, mislim, da zdaj konec januarja, se kasneje bomo videli, in pa nekje to nalogo, ki so naredili, potem tudi ustno zagovarjajo, kar je pa druga ocena, ki jo dobijo iz predstavitve, predvsem pa iz vodene debate, diskusije na to temo. Rečemo, da morajo biti kar videli, bodo potem po kriterijih precej pripravljeni. Obvezni ustni kriteriji. Jaz predvidevam, da bo organizatorji tako to poslali, potem verjetno okrog. Te vsebine predvidevam, jaz se bom na mizi pustil, če bo komu kaj pomagalo, hvala Bogu, če ne. Seminarska, ki je malo težje ocenjevati, predvsem zaradi konkretnosti, ker otroci, kot veste, želijo točno vedeti, zakaj je kakšna pika kam šla. Od urejenost naslovnice, jezikovne pravilnosti, slikovni material, citiranje literature, virov, ustreznost, natančnost, obravnavanje teme, analiziranje, sinteza, uporabnost praksi, vrednotenje problema in podobno. Z tega vidika in pa javna predstavitev ocenjevanja, govorni nastop, uporaba didaktičnih pripomočkov, obvladovanje snovi in na podlagi tega dobijo obe oceni. Še mogoče to, ker mi čas teče proti koncu, dijaki izbirajo na podlagi, ne vem, kako je umnost naredil, uspelo mi je, nisem je, dijaki izbirajo na podlagi tega razpisa, ne vem, koliko se bo zdaj uspelo videti. Razpravljanje esej ima od 4000, upam, da vidite, do 4510, razlika 1,5, rok podaje 24. januar, do 7. marca pridobijo, takrat končajo z predstavitvami pisno oceno, potem je pa predstavitev problema in tu so naslovi, zraven kot vidite tudi spisano ime dijaka, tema, neke osnovne smernice na desni, nalogovi so pa čisto različne, od tega, kako se Evropska unija obnaša do vprašanja Bližnjega vzhoda, do samega potrošništva v Evropski uniji, ali Evropski mladini lahko učitamo državljansko neenakost, med ostalim brez strpnosti do nestrpnosti, ali EU odpravila revščino, ne vem, če uspete prebrati, lov na službo, kako življenje v Evropski uniji vpliva na nas in podobno. Upam, da sem vsaj delno zdaj zadovoljil tiste, ki ste želeli videti vezano na predmet. Takole, ja, dobene škode. Glede na predmet, obenem pa ena moja prošnja, s kolegico začnemo čez 2 uri v Mariboru z eno večjo prireditvijo, zato vam moram pobegniti svoja organizatorja. In zato sem tudi prvi, ker sem prosil organizatorja, da smem biti prvi, ker moram bežati v Maribor. Pri nas je zadeva zelo dobro obnesla, morda toliko povprečna ocena,
je res, da vedno nad 4. Kvaliteta nalog izjemno raste, mi dobivamo prave male raziskovalne naloge, ker se naloge oddajajo pisno, po pravo in pa po mailu zaradi kontrole, predvsem virov, uporabe virov in pa števila besed in podobno, je treba povedati, da naloge pogosto presegajo tudi 10.000 besed. Deca se spravi zraven, ko se zaplete, pride spraševati potem, da zdaj mora krajšati, ali kaj naj, jaz namerno pustim, da naj se razpišejo in res nastajajo dobre debate, ki nam pa služijo pri krožku aktivno državljanstvo, osnove teze, ki jih postavijo, ali pa podobnega, da zgodbo znotraj nekega krožka, ugotovitve ali pa njihove misli, potem nadaljujemo pri neke vrste tako imenovanem debatnem krožku. Strokovno oziroma z vidika šole predmet ni težko uveljaviti, ker kot šola ima to možnost, da postavlja izbirne predmete, tako da mi pri samem tem, ko smo predmet prijavili, nismo imeli nobenega problema, edino pač za učitelja je več, ker mora en predmet pisati razovajalnico dodatno, pa ocenjevati, ker drugih problemov pa ni. A deca se dobro odzove, če mogoče to, približno polovica teh, ki predmet vzamejo, kasneje končajo na filofaksu in pa na FDV-ju. To pa je ena korelacija. In po feedbackih za strani njihovih profesorjev, ker imam srečo, da jih kar nekaj poznam, so za njihovim predznanjem zadovoljni, predvsem pa ne samo z tega vidika, tudi s takšnimi malenkostmi, kot pravi, da se marsikdo od njih prepoznal, kot prihaja že zaradi tega, ker vrhunsko citira že v prvem letniku, ali pa ker zna drugače stopiti kakšne probleme, predvsem pri raznih esejskih nalogah in kaj še. Hvala lepa.